To so prelomnice, kjer sta se Zahod in Rusija razšla, meja, kjer sta Vzhod in Zahod desetletja čakala, opazovala in ne zaupala drug drugemu. Od prelomljenih obljub do sproženih vojn, to je zgodba o tem, kako sta se Zahod in Rusija razšla grdo. V tej epizodi zlom nadzora nad oborožitvijo in vzpon raketne obrambe, Putinov šokantni govor v Münchnu leta 2007, obljuba NATO Ukrajini in Gruziji ter 5-dnevna vojna, ki je na novo narisala zemljevid Kavkaza. Na koncu bomo videli, kako so se iluzije o izvozu demokracije spopadle z idejo o sferah vpliva in zakaj je to pripravilo oder za bitke, ki so prišle kasneje. Začnimo. In če vam je takšna vsebina všeč, se naročite, da ne zamudite naslednjih epizod. Še pred znamenito Münchensko prelomnico leta 2007 so se odnosi med Zahodom in Rusijo že slabšali. Leta 2002 je predsednik ZDA George W. Bush odstopil od pogodbe o protibalistični raketni obrambi. Washington je trdil, da nove grožnje, kot sta Iran in Severna Koreja, zahtevajo sisteme raketne obrambe. Malo zatem so v ZDA napovedali postavitev obrambnih sistemov na Poljskem in v Romuniji. Uradno naj bi ščitili Evropo pred Iranom, a v Moskvi so jih videli povsem drugače kot prvo fazo sistema, ki bi lahko nevtraliziral rusko odvračanje in celo deloval ofensivno. Putin je na zaprtih sestankih besnel. Govori o Iranu, toda izstrelniki so na naših mejah, proti komu so torej usmerjeni. Za Kremelj je bil to prelomni trenutek, dokaz, da Zahod ruskih varnostnih skrbi ne jemlje resno, kar je Moskvo močno vznemirilo. General Nikolaj Solodcov, poveljnik ruskih strateških raketnih sil, je julija 2008 izjavil, da če ZDA postavijo obrambo na Poljskem, bodo ta mesta med prvimi tarčami v primeru konflikta. V takem ozračju nezaupanja je prišla Münchenska varnostna konferenca leta 2007, sicer običajno vljudno srečanje svetovnih voditeljev in strokovnjakov za obrambo. Toda tisto leto je postala oder za enega najbolj znanih govorov Vladimirja Putina. Putin je obsodil to, kar je imenoval unipolarni svet, katerega naj bi obvladovala ena sama sila, Združene države Amerike. Trdil je, da je tak sistem ne le neupravičen, ampak tudi nevaren, češ da zanemarja varnostne interese drugih. Obtožil je NATO, da se širi kljub izrecnim obljubam in navedel znamenite besede zahodnih voditeljev leta 1990 o tem, da se NATO ne bo premaknil proti vzhodu. S tem je še enkrat izrazil, kako različno obe strani razumeta tisto obljubo. Zahod je menil, da je veljala le za Nemčijo, Rusija pa, da je pomenila, da NATO-ve širitve nasploh ne bo. Po njegovem mnenju je zavezništvo prestopilo vse rdeče črte z dodajanjem novih članic in gradnjo vojaške infrastrukture tik ob ruskih mejah. Opozoril je tudi na zahodne intervencije od Kosova do Iraka kot dokaz, da so ZDA in zavezniki pripravljeni kršiti mednarodno pravo, kadar jim ustreza. Govor ni bil vljudna kritika, bil je razglas, da Rusija ne bo več sprejela podrejenega mesta v svetovnih zadevah. Zahodne reakcije so bile takojšnje. Mnogi so Putinove besede opisali kot vrnitev k retoriki hladne vojne. Generalni sekretar NATO Jabdehov Šefer je govor označil za razočaranje. A za ostrimi besedami je stalo jasno sporočilo, če bodo ruske skrbi še naprej prezrte, bo odgovor bolj silovit. Le leto kasneje je bilo to opozorilo postavljeno na preizkušnjo. Aprila 2008 so se voditelji NATO zbrali v Bukarešti. ZDA so močno pritiskali za nadaljnjo širitev in predlagali članstvo za Ukrajino in Gruzijo. Proti so bili ključni evropski zavezniki kot Francija in Nemčija, ki so opozarjali, da bo to izzvalo Moskvo. Podporniki pa so se sklicevali na načela, ki jih je podpisala tudi Rusija. Helsinški sklepni akt leta 1975, Pariška listina leta 1990 in Istanbulska listina OVSE o evropski varnosti leta 1999, ki vsem državam zagotavljajo pravico, da svobodno izbirajo varnostne ureditve, vključno z zavezništvom. Po njihovem sta Ukrajina in Gruzija le uresničevali pravice zapisane v povojni evropski ureditvi. V Moskvi pa je bila že sama misel o tem nesprejemljiva. Gruzijo je vodil Mihail Saakašvili, odločno prozahodni predsednik, ki je želel zaščito NATO. Ukrajina je bila sicer razdaljena, a mnogi na Zahodu so jo videli kot naslednji korak širitve evroatlantskih institucij. Putin je Georgeu W. Bushu menda celo dejal, da Ukrajina prav ni prava država in da nekateri deli zgodovinsko pripadajo v Rusiji. Za Kremelj Ukrajina in Gruzija nista bili le sosedi, bili sta srce
sfere vpliva Rusije. Na koncu NATO jima ni podelil akcijskega načrta za članstvo, deloma tudi zaradi nasprotovanja Francije in Nemčije. Toda je v končni izjavi pisalo, da bosta Gruzija in Rusija nekoč le postali članici NATO. Le nekaj mesecev kasneje so se dogodki na Kavkazu razvili v vojno. Gruzija je imela dve odcepljeni regiji, Abhazijo in Južno Osetijo, obe pod zaščito ruskih, tako imenovanih mirovniških sil. V začetku avgusta 2008 je po vse večjih spopadih gruzijska vojska sprožila napad na Južno Osetijo, da bi jo ponovno prevzela. Moskva je odgovorila z veliko silo. Trdila je, da mora zaščititi civiliste in Gruzijo celo obtožila genocida. Rusija je poslala tanke in vojake skozi gorske prelaze globoko na gruzijsko ozemlje. Spopadi so trajali le 5 dni in so bili odločilni. Ruske sile niso le izrinile Gruzic iz Južne Osetije, temveč so napredovale globoko v Gruzijo, vse do roba prestolnice Tbilisi. Ob vojaški kampanji je Rusija vodila tudi informacijsko in kibernetsko vojno. Njeni mediji so širili zgodbe o grozodejstvih gruzijske vojske, medtem ko so kibernetski napadi ohromili gruzijske vladne spletne strani. Jasen primer usklajenih kibernetskih operacij ob klasičnem voskovanju. Francoski predsednik Nicolas Sarkozy je pohitel posredovati in kasneje zapisal: Putin mi je takrat rekel, da lahko zavzame Tbilisi, a se je ustavil, ker ni želel ponižati Evrope. Vseeno so ruske sile ostale, Moskva pa je priznala Abhazijo in Južno Osetijo kot neodvisni državi. Gruzija je izgubila tako nadzor nad petino svojega ozemlja. Po vojni je takratni ruski predsednik Dmitrij Medvedev, ki je očitno držal stolček za nov Putinov predsedniški mandat, predlagal novo pogodbo o evropski varnosti, takšno, ki bi jamčila, da se varnost ene države ne bo krepila na račun druge. Toda zahodni voditelji so idejo zavrnili, češ da Evropa že ima varnostne institucije, OVSE, NATO in Evropsko unijo, in da gre pri ruskem predlogu le za poskus blokiranja odločitev NATO. Zavrnitev je Rusiji potrdila, da Zahod nima interesa oblikovati nove varnostne ureditve, v kateri bi bil v Moskvi priznan enakovreden položaj. Za mnoge v Kremlju je bil nauk leta 2008 jasen. Ko Rusija potegne rdeče črte, bo Zahod poslušal le, če uporabi silo. Medtem je nadzor oborožitve še naprej razpadal. Po razveljavitvi pogodbe o antibalističnih raketnih ščitih so ZDA nadaljevale z raketno obrambo. V Moskvi je Putin vlagal v nove rakete, zasnovane tako, da bi jo prebile tudi s hipersonično tehnologijo. Ruski generali so opozarjali, da bosta Poljska in Romunija tarči. V Washingtonu so to zavračali kot paranojo. Okvir nadzora oborožitve, ki je desetletja ohranjal mir, pa se je rušil. Obe strani sta sicer bili bolj svobodni, a bolj v nevarnosti. V bistvu ni šlo le za orožje ali meje, temveč za ideje. V Washingtonu so neokonservativci verjeli v izvoz demokracije in svojega načina življenja in videli revolucijo v Gruziji in Ukrajini kot dokaz, da se zgodovina nagiba v njihovo smer. V Moskvi pa so se isti dogodki zdeli kot orkestrirani državni udari. Zunanji minister Sergej Lavrov je večkrat trdil, da je zahodno spodbujanje demokracije zgolj krinka za vmešavanje in menjavo režima. Za Rusijo je demokracija pomenila nekaj drugega, in sicer potrditev volje oblasti, ne pa možnosti za radikalno spremembo. Dve viziji sta trčili, ena o širjenju svobode na podlagi idej in mehke moči, druga o varnosti in nadzoru na podlagi vojaške prevlade. In med njima je Evropa postajala vse bolj izpostavljena. Leta 2008 je tako Rusija prešla od opozoril k dejanjem. Z vojaško silo je preoblikovala meje in ustavila napredovanje NATO. Toda največji spopad je bil še pred njo. Leta 2014 bo Ukrajina postala nova prelomnica, Rusija pa bo šla dlje kot kadarkoli prej. V naslednji epizodi Majdanska vstaja v Kijevu, priključitev Krima in neuradna vojna v Donbasu. Trenutek, ko je ruski izziv Zahodu začel pretresati temelje Evrope. Naročite se na kanal in vidimo se naslednjič.